Potekal je dvoboj med domačim Aluminijem in Mariborom, obračun ekip, ki sta že igrali letos, in sicer Aluminij je presenetil v Ljudskem vrtu, takrat zmago 2-0 je ugnal Mariborčan in pripravil eno izmed največjih presenečenj v letošnji sezoni. Olimpija je včeraj zmagala in začasno bila prva, medtem ko je Maribor imel priložnost za vrnitev na prvo mesto, če bi zmagal v Kidričevem. Začeli so podjetneje, tole je že 6. minuta in strel Dina Hotića, ki je streljal dobro in natančno, ampak za malenkost mimo vrat Luke Janžekoviča. Potem še napad za ekipo v belo-rdečih dresih, takole akcija končana za Maribor, potem pa protinapad za domačine, dolga žoga naprej in Petrovič je bil pri strelu, dobro streljal, ampak nekoliko mimo vrat Jasmina Handanovića. Ostalo je pri začetnem rezultatu, igrišče je bilo težko, igra pa je bila izenačena, kajti oboji so bili nekoliko premalo učinkoviti in konkretnejši v samem napadu. Še napad za Aluminij, 25. minuta in priložnost za Vrvanca, ki je bil pri žogi podal žogo pred vrata, kjer je bil Kramer nekoliko prekratek, Handanović je žogo uspel ujeti in jo takole pospravil svoje naročje. Ostala je pri začetnih 0-0. Drugi polčas in prvi napad za Maribor. Žoga je prišla proti Hotiću, ki je lepo preigraval in podal proti Salalihu, ki je zapravil tole izvrstno priložnost. Maribor je štartal bolje v drugi polčas, ampak Salalih je zgrešil vrata. Napad tudi za Aluminij v 64. minuti. Do žoge je prišel Škoflek, ki je takole preigraval in tudi streljal, meril dolgi kot. Handanović je bil tokrat pripravljen in žogo ujel. In pa ena izmed zanimivejših akcij, priložnost za ekipo Maribora. Žoga je šla nazaj proti vratom. Janžekovič je žogo takole ujel, jo prijel in to je bil tudi indirektni prosti strel za ekipo Maribora. Žoga proti vratom. Tega ni ocenil kot podajo Luka Janžekovič, storil napako in Tavares je streljal po indirektnem prostem strelu. Obramba Aluminija je bila tokrat na pravem mestu in še naprej je ostalo pri začetnem izidu 0-0. Nadaljevanje akcije in na koncu le out za nogometaše Maribora. Že v naslednji akciji priložnost za ekipo vijolic. Streljal je Salalih dobro močno, ampak izkazal se je tokrat Janžekovič, žogo odbil še en kot. Priložnost za Aluminij, napad za rdeče-bele in do žoge je tokrat prišel Srdić, ki je imel lepo pozicijo in tudi streljal silovito, ampak nekoliko čez gol in zapravil priložnost za ekipo iz Kidričevega. Še ena izmed zadnjih akcij tekme, priložnost za Maribor. Tokrat je bil tole kot za vijoličaste, izvajal ga je Dare Vršič, potem pa Salalih, ki je sprožil močno in izvrstno obramba Janžekoviča, ki je žogo odbil v še en kot za Maribor in to je bila hkrati še povsem zadnja akcija tekme. Priložnosti več ni bilo, golov tudi ne in Aluminij je še drugič letos zagrenil življenje vijolicam. Končni izid Aluminij Maribor 0-0. Ja, definitivno sem zadovoljen s točko. Če bi kdo ponudil točko pred tekmo, bi jo vzel z obema rokama. Moram pa nas fantom čestitati za izredno borbenost in izredno požrtvovalnost na igrišču. Zaradi tega tudi, ker je bilo igrišče zelo težko in blatno in zelo težko igrati. Fantom še enkrat vse čestitke za prikazano igro. Reči to, da smo želeli igrati, vendar je bilo nemogoče igrati zaradi zelo slabega igrišča. Želeli smo se prilagoditi tej situaciji z nekimi preskoki, vendar potem to nismo mi. Največ mislim, da nas je oviralo to, da je bilo igrišče tako rekoč nemogoče za kombinatorno igro.